Lepo za besedo, lep pozdrav vsem zbranim. Ja, kot je bilo rečeno, bo ta predstavitev nekoliko bolj geografsko obarvana. Z obema sodelavcema prihajamo z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. In kot je bilo že omenjeno, smo tudi mi zelo veseli, da smo prišli do sodelovanja z vašim oddelkom, se pravi z Filozofsko fakulteto, in se zahvaljujemo ob tej priložnosti za vabilo oziroma možnost sodelovanja. Res take stvari oziroma interdisciplinarna sodelovanja pripomorejo, bom rekel, kar k lepim rezultatom oziroma se zadeva lahko kar lepo izvede. Se pravi, danes bom prikazal nekaj rezultatov tega omenjenega projekta, ki ga vodi dr. Repe. Nekaj malega bom prikazal tudi iz ravno kar oziroma lansko leto končanega projekta Fenomen mejne reke, ki ga je vodil dr. Zajc. Takole, kot je bilo razvidno iz naslova, se bomo nekako osredotočili na kartografske vire in kako jih lahko uporabljamo pri analizah. Seveda, arhivsko-kartografsko gradivo nam pomaga nekako dobiti vpogled v prostor nekoč, se pravi pogled v stanje v pokrajini nekoč in pa tudi s primernimi orodji neko preslikavo v današnjo pokrajino oziroma lahko izvedemo kakšne primerjave, kako je bilo včasih in kako je danes. Tukaj vidite recimo dva primera, se pravi en kartografski vir, zemljevid Londona in pa drug sklop, bom rekel, možnih virov, ki jih lahko obdelujemo in sicer satelitske slike, letalski posnetki, posnetki brezpilotnih letalnikov. To sta nekako recimo dve taki glavni gruči virov, ki jih lahko kar dobro obdelujemo. No, nekako za prikaz enega primera, kako smo analizirali recimo dinamiko spreminjanja rečnega toka. Na podlagi prve, druge in tretje vojaške izmere smo zemljevide, se pravi, georeferencirali in nekako naredili primerjavo med leti in opazovali, kako se reka spreminja. Podobno smo naredili tudi za satelitske slike, kjer smo za različna leta, konec 20. in seveda začetek 21. stoletja, določili območja, vodna območja, se pravi, skušali ugotoviti, kje je lociran vodotok in seveda na to naredili primerjavo, ki da nek dober pogled v to dinamiko spreminjanja rečnega toka, recimo tukaj na primeru Drave. No, nekako podobno smo prišli v sodelovanje, se pravi kot neka vrste geoinformacijska podpora oziroma analitiki z geografskimi informacijskimi sistemi, tudi v projektu, ki se ukvarja, se pravi, z samo mejo. In seveda, zakaj pa bi se ukvarjali tudi s prostorom, seveda, da se nekako evidentira in zabeleži ta podatek tudi v prostorskem smislu. Kot boste videli pa tudi na koncu, z določitvijo poteka meja, se lahko tudi kasneje nekako bolj fokusiramo na kakšna manjša območja in izvedemo še kakšne dodatne analize, recimo iskanje neke nekdanje infrastrukture in podobnega. Torej, namen tega prispevka je predvsem rekonstruirati potek državnih meja v času okupacije, v času druge svetovne vojne. Tukaj bi izpostavil, da smo se mi ukvarjali predvsem oziroma izključno z mejo, ki je bila zarisana na zemljevidih. Kot bomo tudi v nadaljevanju projekta analizirali, kje so tiste razlike med zapisano oziroma mejo, ki je bila dogovorjena v kakšnih listinah in pa mejo, ki je bila prikazana na zemljevidi. To je tudi recimo ena od stvari, ki nas čaka v prihodnje. In to je tudi recimo karta, ki je bila izrisana ob samem začetku projekta, kjer smo vedeli recimo, kje je nek generalen potek meje. Uporabljeni podatki so bili različni, predvsem pa smo uporabili dva kartografska vira, in sicer nemške vojaške zemljevide, večinoma dostopne v merilih 1:25 in 1:50 000, ki so bili izdani leta 1943. S temi smo rekonstruirali mejo, potek nemško-italijanske, nemško-hrvaške in italijansko-hrvaške meje.
ter uporabili smo tudi madžarske vojaške zemljevide iz leta 1941, ki so omogočili seveda rekonstrukcijo meje med okupacijskim območjem Nemčije in Madžarske. Čisto na kratko o metodologiji, dokaj preprosta, seveda vso kartografsko gradivo smo digitalizirali in v naslednjem koraku georeferencirali, se pravi, da smo ga postavili v pravilen koordinatni sistem. V zadnjem koraku pa smo seveda tudi označeno mejo na zemljevidu vektorizirali, se pravi, da smo zarisali linijo, ki je potem omogočila tudi v nadaljevanju izračun, recimo dolžine, primerjave z današnjim stanjem in tako naprej. Mogoče najbolj zanimiv del, kako smo georeferencirali, se pravi, večinoma smo se skušali opreti na točke, za katere smatramo, da niso spremenjali svojih lokacij, se pravi, recimo lokacija crkva ali pa kakšnih bolj opaznejših križišč. K sreči pa je večina kart imela ob robu tudi zarisano stopinjsko mrežo, tako da smo lahko tudi s temi dodatnimi točkami ob robu dokaj natančno lahko po domače povedano upasali karte v koordinatni sistem. Tako, to je pa v bistvu nekako rezultat dela, dokaj preprosta karta, vendar je bilo uporabljenih kar nekaj ur, namreč zemljevide je bilo treba seveda poravnati in digitalizirati. Evidentirali smo prek 600 km meja in v bistvu, če bi primerjali s tisto na začetku zarisano, vidimo, da prihaja do nekaterih odstopanj, predvsem v Beli krajini, recimo nekaj na Goričkem, bomo šli lepo po tistih najbolj zanimivih primerih počasi čez mečkano kasneje. Tako, kot bi recimo še malce številsko prikazal rezultate, se pravi, evidentirali smo skupno 650 km meja. Po današnji meji, oziroma z današnjo mejo se upada 233 km, znotraj Republike Slovenije 378 km, zunaj Republike pa 38, oziroma skoraj 39 km. Nekaj, skupno približno 22 km pa je, bom rekel, dodatnih meja oziroma variant. Namreč to je tista stvar, ki se je potem izkazala kot najbolj zanimivo. Obdelali smo zemljevide, imeli smo v rokah različne zemljevide, ki so dali tudi različne poteke meja. Poleg tega pa tudi, se pravi, če ob tem pomislimo še na pisne vire, damo vse na kup, je dejansko na večjih mestih več različic poteka meja. Tako, nazaj k prostorskemu prikazu. Kot vidite, je nekaj odstopanj glede na recimo današnjo mejo. Potek meje je drugačen, kot je zabeležen v pisnih virih, recimo na območju Bele krajine in na območju Kostela. Med samimi kartografskimi viri pa se razlikujejo nekateri deli meja na območju Bizeljskega, pa recimo na območju južnih bohinjskih gora zelo majhni, omejeni miri. To je primer zahodnega dela Goričkega. Se upravičujem, ampak pač resolucija teh slik, ko jih pomanjšamo, so malo težje berljive, zato smo dodali še, se pravi, današnjo sodobno karto in tukaj vidite recimo zahodni del, skrajni zahodni del Goričkega odstopa oziroma meja odstopa od današnje meje. Potem naslednji primer je v okolici središča Dravi, kjer so bile razlike med nemškimi kartografskimi podlagami in madžarskimi. In potem tudi nekoliko južneje, se pravi južneje od Ormoža, je meja bila zarisana južneje od današnjega poteka meje. Obratno je bilo v okolici Bregane oziroma Obrežja, se pravi tokrat meja nekoliko pomaknjena bolj proti severu. Največje odstopanje, tudi na presenečenje nas vseh, je bila Bela krajina in seveda tudi Žumberak oziroma Gorjancija. Sicer je pa tukaj treba omeniti, da je bila ta meja na zemljevidih zarisana za razliko od prejšnjih primerov črtkano, kar je bil menda kot predlog
danega nemškega ministrstva, kje bi meja lahko potekala. Enako je tudi za območje Kostela, se pravi, zopet imamo črtkano zarisano mejo. In pa tukaj je pa razlika, mislim, da v poteku meja obe karti sta bili nemškega vira, ena je bila, mislim, 1:250, druga pa 1:50,000 in je prišlo do pač razlik. In tukaj pa še razlika med nemško in italijansko karto, gre pa zelo v bistvu za eno manjše območje, se pravi, razlika je za nekaj 100 metrov. Tako. Se pravi, mejo smo nekako evidentirali, zdaj pa, kot sem videl, tudi že v prejšnjih predstavitvah, ogromno možnosti je za raziskovanje samega terena, popisovanje raznih bunkerjev, jarkov. No in tu se je recimo pri nas, recimo na našem oddelku za GIS, malce bolj formirala ideja, kako bi se pa recimo prepoznavalo bunkerje ali pa tudi druge oblike avtomatsko. Se pravi, da ne uporabljate lidarja, ga vsenčite in potem, kako bi rekel, s prostim očesom iščete, kje bi lahko bilo, ampak kako bi se dalo z računalnikom prepoznati avtomatsko bunkerje in seveda jih potem preveriti, kako natančno pa si napovedal lokacijo. To je primer, mislim, da je v okolici Podčetrtka, ker smo v bistvu z analizo, ki jo bom večkrat kasneje takoj razložil. Vidite, se pravi, znakce na reliefu. Veličina križca pomeni globino, barva pa okroglost, se pravi, bolj rdeče, bolj okrogla je oblika. In tukaj bom rekel, na osrednjem delu je kar z veliko verjetnostjo, lahko rečemo, da so prisotni vsaj tele trije bunkerji. Levo zgoraj na zemljevidu pa vidite točkice, ki so sicer bolj zelene barve, se pravi, niso tako okrogle in so bolj plitve, se pravi, gre za neke false alarme oziroma depresije, ki verjetno niso bunkerji, ampak gre za nekaj drugega. Kako smo do tega recimo prišli? Se pravi, lahko uporabimo lidarski digitalni model višin, ga zgladimo in potem naredimo primerjavo med originalnim in temle glajenim reliefom. In to nam da karto, bom rekel, depresij oziroma izboklin. Tukaj na temole zemljevidu lahko vidite tiste bolj svetle točke oziroma bolj svetle celice so območja depresij. Tukaj že vidimo, lahko sklepamo, kje so jarki, kje bi lahko bili bunkerji. V naslednjem koraku lahko preidemo analizi na podlagi vektorjev, se pravi, uporabimo segmentacijo, to pomeni, da tiste podobne piksle, oziroma piksle, ki imajo podobne vrednosti, združimo v en poligon, se pravi, neko konkavno območje, neke svetle celice združimo in jih potem dodatno obdelamo, recimo, lahko izračunamo, kakšna je okroglost. Se pravi, na tem zemljevidu levo spodaj, tisti poligoni, ki so bolj temni, so nekih podolgovatih oblik oziroma nekih nerazpoznavnih oblik, tisti svetli pa so bolj, bom rekel, okrogli. Je pa pač groba resolucija, tako da je ne kvadratno, ampak za prikazno je povsem dovolj. No in seveda, ko te zadeve povežemo, se pravi, rečemo, iščemo območje, kjer je neka depresija, ki je okrogla, potem pa dodamo zraven še recimo pogoj, da mora biti toliko in toliko kvadratnih metrov in potem najdemo recimo potencialno območje bunkerja. Tako, to je v bistvu zadnja prosojnica, neke vrste sklep ali pa, bom rekel, povzetek. Se pravi, določili smo, kot ste videli, nekaj več kot 600 km meja, kar se mi zdi, da je tisto največje doprinosno, ki bo tudi mogoče za nadaljne analize, tudi nas zanima, je to, zakaj se pojavljajo različni poteki meja na različnih virih, kakšno je ozadje in pa seveda v bodočih raziskavah se lahko tudi kakšne, bom rekel, bolj gisovske metode uporabljajo za kakšno iskanje bunkerjev, jarkov in druge infrastrukture. Tako da, hvala za pozornost.